Živijo. Ja, en lep pozdrav vsem skupaj. Teden je naokoli in čas je za nov podcast. Tokrat bova z Romanom govorila o otroštvu, o vzgoji otrok, fazah psihoseksualnega razvoja in kako pomembne so za otrokovo bodočnost oziroma njegovo mentalno zdravje v odraslosti. Tokrat sva si zadala, da bova nekoliko krajša kot običajno in bova to tematiko razdelila na dva dela. Najverjetneje se že kar prihodnjič obeta še drugi del, v katerem bo tudi več praktičnih nasvetov glede starševstva, skozi psihoanalizo, seveda. Če so vam najini podcasti všeč, bova zelo vesela, če se naročite na ta kanal in pa polajkajte tale video. Roman, od zadnjič se je nabralo nekaj vprašanj poslušalcev, pa začniva najprej s tem. Obe vprašanji sta bili malo daljši, tako da bom povedala zgolj bistvo. Poslušalec pravi, da je odraščal v harmonični družini, kar pa ne velja za njegovo partnerico, ki jo je zaznamoval očetov alkoholizem. Ona z očetom ni zgradila pravega odnosa, medtem ko je bil odnos z mamo dober. Pri njegovi partnerici se danes pojavljajo stanja nepojasnjene jeze, nezadovoljstva in tudi hladnost do spolnosti. V njuni skupni družini imata tudi otroke, pa je načeloma vse okej. Vprašanje poslušalca je: kako lahko jaz, njen partner, ki sem simbolni nadomestek očeta, njej na lep, neškodljiv in nevsiljiv način, spremenim vzorec, ki se pojavlja kot nezavedno doživljanje očetovega neočetovanja? Ja, to sem že zadnjič v 2 ali celo 3 podcastih namignil, povedal, da ta status subjekta, za katerega predpostavlja, da ve nekaj, neko resnico, nima mož. Mož je simbolni naslednik očeta. Vse, kar ta moški razpravlja, češ, ja, jaz sem simbolni naslednik očeta in ker ga ni imela rada, zdaj sem jaz dežurni krivec in se izživlja nad mano. Točno res je, ampak on, ko to servira svoji ženi, bo takoj kontra vsekala. Ni res, ti si tak pa tak. Ona same sebi ne vidi v nezavedno. Nezavedno ima slepo pego, tudi le v zadnji, kot sam sebi ne moreš videti. In če ti eden od bližnjih, ki ga včasih spoštuješ, včasih ga črtiš, ta ti sploh ne more nič servirati. Taka ženska mora iti na psihoterapijo in ji mora moška avtoriteta, torej simbolni oče, dobri oče, predočiti neko resnico. Lahko bi bila tudi mama, če bi bila ženska psihoterapeutka. Predočiti neko resnico in ko to neka avtoriteta to resnico pove, pride lahko do uvida in reče, ja, res je. S tem, da se v tej psihoterapiji mora vzpostaviti še ta transfer, se pravi to čustvovanje, ker je avtoriteta dobri oče, svoji hčerki, torej tej klientki, ženski, pove to resnico in predoči ali pa čaka, kot se čaka v klasični psihoanalizi, par mesecev, da se ta transfer vzpostavi in potem ženska nekako sama dojame, da dela možu krivico, in da dejansko je črtela svojega očeta, zdaj pa po krivici mož to kasira. Zdaj jaz to naredim dosti hitreje, jaz to naredim v eni seansi, potem pa jaz to zapečem, to posredovano resnico, še s hipnozo. Se pravi, če je ženska zavpliva do mene, če mi dopusti, da tiste modrosti, ki jih jaz serviram, še zapečem, se pravi, utrdim s hipnozo, potem bo kar naenkrat ta uvid, ki ga jaz posredujem, po bližnjici, na hitrco, tako ponotranila, da v eni točki svojega moža ne bo videla kot kritičnega in bo stopila 2 koraka nazaj, skompatibilizirala odnose in še seksualnost lahko steče. Ker zdaj imajo ženske pogosto do svojega negativnega očeta, torej negativnega moža, a priorni odpor, tudi seksualna ženska, ko mora sprejeti vase, to ne naredi na tako enostaven način. Moški lahko tisti korenu neznanko, če se matematično izrazim, lahko naredi brez čustev, ženska pa to vase sprejema, mora imeti pa neko afiniteto, rada ga mora imeti. In če ima nek odpor, in ponavadi ga ima tudi zato, ker
seks uporablja zato, da kaznuje moškega, ne, ona sadistično uživa, ko bi on neki red, ona mu pa figico pokaže ali pa reče, me glava boli, ne morem danes. Ne. In potem sadistično uživa samo zato, ker kaznuje, nezavedno kaznuje svojega očeta, katerega naslednik, simbolni naslednik je pa moški. Otroci pa trpijo. Ok, hvala. Pa še drugo vprašanje, to prihaja od poslušalke. Zanima jo, kako deluje na sina in na hči, torej na dečka in na deklico in kako to vpliva na njuno odraslost, mati z mejno osebnostno motnjo, bipolarno motnjo ali občasno tudi shizoidnimi izpadi. Ja, to fatalno zaznamuje otroka, ženska nima avtorefleksije, ne, in zdaj navadno se določeni moški, take ženske, ne da se naveliča, ne morejo preprosto več prenašati. In potem pobere šila in kopita, rep med noge in se umakne. Ne? Ampak niso dovolj čuječni taki moški, da razmišlja, da bo pa zdaj pa njunega otroka uničila. Kamo te je narazen, če ti nimaš otrok? Ne? Bom rekel banalno, kmečko rečeno. Imaš pretegnjeno babo in če nimaš otrok, se umakneš. Če imaš pa otroke, pa ne moreš se kar umakniti, ker ta ženska bo svojimi težavami, svojo osebnostno motnjo, problemi psihičnimi zaznamovala otroka in napotek enega Donalda Winnicotta pa Melanie Klein je, da preveč slabo mamo korigira dovolj dober oče, ki je prisoten. In oče korigira svojo ženo, mamo svojih otrok in zaščiti otroke. V smislu, baba, bež stran, pa pusti otroke pri mir. Se mu ne bo verjela, bo čebljala nazaj, ampak moški odrasel je sposoben hrbet nastaviti, pa zaščititi otroke in mora tam biti. Se je tudi obratno, preveč slabega očeta korigira dovolj dobra mama. Branko Gradišnik, ki prevaja vse te psihoanalitične knjige, je meni rekel, da jaz pa prevajam v dovolj dobra mati po Winnicottu pa Melanie Klein v še kar dobra mama, še kar dobra. Če je mama še kar dobra, potem mi rabimo dovolj dobre starše, ne krasno mamo. Če mama hoče biti krasna, potem kiksne. Dovolj dobre starše mi rabimo in pridemo v odraslost, v mentalno zdravje, če se banalno izrazim. Torej, partnerji, starši moramo korigirati zdrse. In taka ženska, če ima neke motnje osebnostne, to mora na terapijo hoditi. Tableti niso dovolj. Treba iti na terapijo in to vsak teden se je treba pogovarjati, da ženska vzpostavi s to motnjo osebnosti avtorefleksijo, nek glas razuma, da terapeut reče, glejte, vi imate to pa to pa to, otroštvo se vam po nesrečen način vrača in vi morate motriti sebe, upoštevati moža, ki je tako rekoč, Rugli je rekel čas, ali pa Freud, da je ženska rabi gospodarja, zato ker je njen oče tako markanten in nezavedno v bistvu hlepi k glasu razuma, ki je oče. Potem mora pa avtoriteta dati ženski napotek pa reči, vi imate srečo, da imate ob sebi moža. Dajte poslušati moža, ker vaši občutki, vaša intuicija je spodletela zaradi vašega težkega otroštva. Če greste v psihiatru ali pa če ste šli, imate tam diagnozo mejna osebnostna motnja ali pa bipolarna motnja, tukaj so problematične depresije in še bolj mogoče pa manije. Ko tam ženska je čist odpiljena, to euforično tam dela neki pritiske na otroka, otroku se zmeša, še ga oče ne zaščiti. V takih disfunkcionalnih nastavkih družin je fino, če je psihoterapeut za tisto sporno ženo, če ima mejno osebnostno motnjo, pa še inštruirati mora partnerja. Ko jaz imam recimo take pare, žena ima diagnozo mejna osebnostna motnja, potem imam jaz korespondenco z možem, pa ga inštruiram, kako mora biti kos svoje ženi, ker imata skupnega otroka. Sam te ženske so pa prelisiči vse, sheka e-mail,
svojega moža in gre brati korespondenco, ker jaz v dobro cele družine otroka namenim možu, a baba pa to prebere. In pa se je meša not po glavu, vi pa za mojim hrbtom, ja, jaz si družino rešujem. V bistvu terapiram celo družino zato, da bo ta otrok zrastel v odraslost, v dokaj normalno osebnost. To bi bilo to glede vprašanj poslušalcev. Bosta sama napisala v komentar, če sta zadovoljna z odgovorom. Midva pa greva kar na današnjo temo. Iz najinih pogovarjanj se je doslej dalo razbrati, kako je otroštvo ključno za razvoj mentalnega zdravja, ki se bo vzpostavilo šele v odraslosti. Vse skozi poudarjaš, da je otrok oče odraslega človeka. Kaj to v resnici pomeni? Kako bom rekel, Freud je bil pri Charcotu, Martin Charcot, francoski psihiater, pol leta v Parizu. Celo francosko se je naučil, naspol se ponudil Charcotu, da bo njegove knjige prevajal v nemščino. Videl je hipnozo, kako so ženske histerične simptome izgubile, ko je bila pod hipnozo, in potem je pa prišel v Nemčijo oziroma v Avstrijo in je eno leto, leta 1886, deloval kot psihiater, kot pediater, konzultant s pediatrom, tistim, ki delajo z otroci, in on je takrat prišel na idejo, da je otrok oče odraslega človeka. Bil je pa splošno razgledan in bral literaturo, poezijo, ki je bila v tistem času zelo na pohodu, močna, pesniki so bili včasih zelo cenjeni, približno tako, kot so danes recimo kolumnisti ali pa kritični misleci, ko izkristalizira svojo misel in jo da na uporabo, in kolumniste se splača brati. Svoj čas, tudi v času Prešerna, 1848, je umrl, tistih, rekel, 1800 pa do 1848, to je bila zlata doba pesnikovanja. In Freud je najdel angleškega pesnika Williama Wordsworda in njegova pesem 1802. leta jo je napisal, kjer v verzu piše, da je otrok oče odraslega človeka. In Freud je to pograbil in to citiral. In tudi jaz rečem, Freud je rekel. Ne, ni Freud rekel, to je pesniška fraza Williama Wordsworda in z njegove pesmi iz 1802. leta. Bistvo pa drži, se pravi, vse, kar se otroku dogodi v prvih 3 fazah, oralni, analni, falični fazi, torej do 6. leta, moje mnenje je, da pa dlje. Zdaj imam pa preko enih 20 let intenzivnih izkušenj, delal sem v vrtcu. V vrtcu sem delal od leta 1987 do 1996. Jaz sem s temi otroki delal. Ti otroci so danes stari, ne vem, okrog 40 let. In vem, kak je bil v mali šoli, ko sem jih jaz imel, kak je pa danes. Vmes so pač v Trbovljah, se poznamo, vidimo, vem, kakve so družine, in zato jaz suvereno rečem, da ni otrok zapečen psihično do 6. leta, ampak vsaj do enega 8., če ne do 10. leta. In ti dogodki do 10. leta ljudem zaznamujejo odraslost. Vsa ta prvost ima svoj nasledek, simbolni nasledek v drugosti. Se pravi, infantilnost, odraslost. Otrok, naslednik otroka, oče otroka, oče odrasle osebnosti, je otrok, naslednik je odrasel človek. Zato, če ćemo odraslega razumeti, in največje raziskave na odraslih so se zgodile v povezavi, to, kar sva mi dva obdelala, v povezavi s serijskimi morilci, vsi so nastali tam do 6. 8. leta. Tako da tudi razvojna psihologija, ki se ukvarja s temi otroci, ki skuša zaobiti psihoanalizo, tega ne more storiti. Psihoanaliza je fundament razvojne psihologije, psihoanaliza ima svoje zakonitosti, ki sežejo 100 in še več let nazaj, vse se zgodi v otroštvu. Zato moramo biti zelo, zelo pozorni, kaj se z našimi otroci dogaja. In ko je bilo treba pomisel sekati leta
mislim, 2011, tam razprave okrog družinskega zakonika, tam kdo vse bo posvaja otroke, ne, oče in mati sta tiste dva, kot bitje s penisom, pa bitje brez penisa, tista dva, ki morata vstopati v odipalno fazo in dati neke nastavke za razvoj mentalnega zdravja oziroma spolne identitete in spolne želje. Dva različna spolna starša morata starševati. Pa tudi, recimo, ko je bilo treba za 9. člen tem leta 2011, so bile te razprave, reči, da more oče biti tisti, ki kaznuje sina, ne hčerke, sina, in to ga sme fizično kaznovati. Z vsem tem psihoanalitičnim znanjem sem suvereno šel v Državni zbor. Zato, ker vem, da je otrok oče odraslega človeka. Že v srednji šoli se dijaki naučijo o Freudu bistvo. Torej, da je rekel, da gre otrok skozi 3 faze psihoseksualnega oziroma libidinalnega razvoja. Kaj to v resnici pomeni? Kaj pomenijo te znamenite 3 faze psihoseksualnega razvoja, tako imenovane organizacije libida, kot se sedaj reče v psihoanalizi? Ti znaš to tako lepo slikovito in laično razložiti, ko človek tebe posluša, se zdi, da imaš prav. Čuti se, da veš, kaj govoriš. Freuda razlagaš bistveno bolj eksplicitno in udarno, kot je sam Freud koncipiral svojo misel, svojo psihoanalitično teorijo. Freud je bil pionir, zastavil je krasno, imel neke zdrse. In ravno v teh kontekstih organizacije libida, organizacije načela ugodja, v povezavi z erogenimi conami. On je zastavil, da ima otrok prvenstveno v svojem razvoju 3 erogene cone. Prva cona, ko se rodi, pride na svet, je oralna erogena cona, draženje sluznice, dojenje oziroma sesanje, da njemu zaznamuje organizacijo užitka, ugodja. Ampak on je to tako ponesrečeno rekel, da gre za organizacijo seksualnosti, erogena cona, in ljudje nepripravljeni so popolnoma napačno dojeli to seksualizacijo teorije. Potem je pa rekel, da pa analna faza, ki nasleduje oralni fazi, ima pa svojo značilnost, da otrok ko kaka, da gre za draženje, fiziološki učinek draženja analne sluznice, češ da je prijetno za otroka, ko izloča in se mu sfinkter, anus, draži, da doživlja ugodje. Mislim, koridor resnice je zadev, ampak danes mi vemo, da ne gre za fiziološko draženje sluznice. Nastavo je dober, ni pa zadevo speljal detaljno, se je korigiral, ampak danes so ljudje, ki vedo ali pa vemo bistveno več, kot je Freud o teh temah vedel v svojem času. On je bil pionir, zastavil je super, tudi upeljal zaradi omenjene analne faze, se pravi privajanje na kahlico, ki je druga faza. On ni znal še vsega povedati. Recimo en naš Mladen Dolar je napisal leto 2000 tolo knjigo Freud Igor, Schilling še je bil oskoposti. Tele je bistveno več povedanega, kot je Freud povedal, oziroma Freud je zastavil recimo karakterologijo ravno na analnem karakteru in potem ugotovil, da ta skopuški karakter, ta rojeni skopuh, ta vem, kaj je bil Molière, so pa ti literarni liki bili prav ti neki skopuhi in je razvil karakterologijo na fiksacijah na te faze. Zdaj sem prišel do analne faze, recimo oralna faza je pa rekel Freud, da pride do draženja, ne oralna, falična faza, se pravi oralna, analna, potem sledi falična faza, vmes so tam nekateri govorili še uretralna faza, ki bi z lulanjem neko ugodje otrok doživljal
ne samo skakanjem, potem pride na lulanje, potem pa na draženje genitalne sluznice, ne. Pač lulčka, pa klitorisa, ne. Sploh ne gre za draženje genitalnih sluznic, ampak gre za miselne odtise, ki se otroku ustvarjajo v vseh teh 3 fazah. Mislenje mamice, mislenje sprejemanje mleka, mislenje darovanje drekca v kahlico, ne. Mali sralec, banalno rečeno, se poserje mamici v kahlico in je presrečen, ne, ko vidi, da je daroval delček sebe, ne. Potem pa pride pa mislenje anatomije genitalij, ne pa draženje sluznice, ne, kot je mislil Freud. In potem tudi karakterologijo navezal na oralni karakter, ne, na erogena cona, pač usta, analni karakter, oralni, potem pa falični karakter, to je pa nek tekmovalni karakter, ne. Tam se pa ti pretepaš, oziroma si tekmovalen za mamico v oidipalnem trikotniku, ki je del te falične faze z očetom. Recimo govorim o dečku, ne. In Freud je te erogene cone krasno zastavil, potem ustvarjal nadgradnjo in govoril o eni analni erotiki, pa potem so bili te psihoanalitiki zlate dobe, recimo Karl Abraham je potem šel v detajle, Melanie Klein, Donald Winnicott, to so vse tako fantastično nadgradili, da dejansko skozi psihoanalizo, ampak ne samo Freudovo, vseh teh analitikov, ki so živeli v zlati dobi, še v času Freuda, pa potem tam do leta 60, 70, ko je ta psihoanaliza bila mainstream in psihoanalitični koncept razumevanja duševnosti je ključen za razumevanje odrasle duševnosti. Psihoanaliza je fundament, te 3 faze so fundament. Nekateri teoretiki oziroma poznavalci vzgoje otrok pravijo, kako zelo pomemben je oče v otrokovem odraščanju, že v zgodnjem otroštvu. Jasper Juhl, Slovencem dobro znani danski teoretik, je vse skozi poudarjal, da je vloga očeta pri vzgoji otrok zelo pomembna že v najzgodnejšem otrokovem obdobju. Kje je torej oče, po tvojem videnju, v tem zgodnjem otroštvu? Občutek imam, da ti še vedno izpostavljaš ključno vlogo mamice. Mamica je ključna, no. Zdaj, ko jaz sem bral Jasperja Juhla, tudi predavanja, mislim, tale Ivana Gradišnik, ne, to je hčerka Branka Gradišnika, ki fantastično prevaja vse te psihoanalitike, ga je Jasperja Juhla pripeljala, par let nazaj je umrl, in dejansko ta človek je tega očeta umestil že v oralno fazo, ne, se pravi, kjer je mamica inventar svojega deteta, dojenčka. On je pa zastavil pač te aktivni očetovanje, aktivni oče tam, pa sem rekel, zdaj po mojem videnju to ni tako. Jaz sem rekel 20 let nazaj, da je za otroka oče tujec, lahko je tujec, ki ga otrok pogosto zelo rad vidi, ni pa nujno neobhodno potreben, ne. Potem grem pa še brat Otrok, družina in zunanji svet, Branko Gradišnik je to prevedel, ne, Donalda Winnicotta, ki je učenec Melanie Klein. Melanie Klein je otroška psihologinja, Zavist in hvaležnost, takala knjiga je, če bi jo zdaj pokazal 600 strani, alfa in omega razumevanja otrokove duševnosti. Nadgradila Freuda, učenka Freuda. Bila je tudi ljubosumna, ko je Freud leta 38 prišel v Anglijo, ker ona je v Angliji delovala, ne. Zdaj ste mi pa Freuda pripeljala. Ona je bila zelo cenjena takrat. Donald Winnicott velja za mamo vseh mam, ne. Se pravi, teoretik, moški, rekel oče, da je mama vseh mam. Toliko dobrega je on razložil tudi razvojnim psihologom, ne. Ampak tudi on pravi, da je oče neobhodno potreben v falični fazi.
v oralni fazi, se pravi, ko se dete rodi, tam je mamica inventar. Prvi, drugi. Oče mora asistirati svoji ženi, se pravi, mamici tega otroka. Oče je tisti, ki suportira, ki naredi vse, da je mamica srečna, da se lahko materinstvu posveča. Ne karieri, materinstvu. In če to oralno fazo mamica oddela kot inventar svojemu otroku, bo ta otrok v odraslosti pokasiral vse dobre stvari oralne faze. Potem tudi analne, kjer je tudi očka lahko malo tam asistira, ampak če ga ni konc sveta. Falična faza, Oedipov kompleks, tam je pa oče neobhodno, nujno potreben. Zato, da otrok misli, da je otrokova mama bolj očetova žena kot otrokova mama. Otrok je tam zdaj, deček še posebej, na nek način poražen, deklica pa pol preide na očeta, ki tam mora biti. In to pri 3 letih, če ljudje ne vejo, prej sem rekel, te 3 faze, moram še povedati, da je oralna faza v času dojenja, tam do 1. leta, pa pol do 2. leta. Oralna faza, ki se prelevi v analno, ko otrok začne kakati, izločati v kahlico, misli svoje darilo, in to je pa tam od leta pa pol, od 2 let do 3. leta. V 3. letu pa začne otrok motriti anatomijo genitalij, to je pa že falična faza. Pri 3, 4, 5 letih, ko se Oedipov kompleks izteče, od 3. tam do 6. leta, otrok zapečati svojo spolno identiteto, svojo spolno željo. In to so zdaj časovno sem omejil, da bojo ljudje, to gledajo, ker tole najno pa je zelo gledanja. Sem dobil informacije, da študentje Univerze Sigmunda Freuda se tukaj učijo, ne pa od svojih profesorjev, kar mi je včas, ali pa nama je lahko včas. Tako da oče ni toliko nujno potreben v prvih 2 fazah psihoseksualnega razvoja oziroma organizacije libida, ampak v falični fazi, v obdobju Oedipovega kompleksa, kastracijskega kompleksa oziroma kastracijski fazi je pa oče nujno potreben. V prvih 2 fazah je pa potreben zato, da mamica nima problema z življenjem, da ima denar, kadarkoli gre ven, da ima tam denar, da ga njen mož, oče njenih otrok, zajakulira njej, da se ne ukvarja s kariero, ampak da se ukvarja s tem, da je otrok nasmejan, vesel, ko vidi mamico. Ne da mu tam neka zgubana stara mama, tisto flašo v usta rine. Pa da novo očetovstvo, da oče vzame porodniški dopust na pobudo feministk. In kaj so to še naredili par let nazaj, ko je bila ministrica Anja Kopač Mrak. En mesec porodniškega dopusta mamici so hoteli ukraditi in ga prevaliti ta en mesec dopusta na mladega očka, da bo imel porodniški dopust. In kaj se je potem zgodilo? Feminilne ženske so rekli, tega nam pa ve feministke, butaste ne boste delale. Tega nam ne boste vzeli užitka ob materinovanju, ker feministke so obsedene s tisto kariero, za brazgotinjo pa psiho svojih otrok. In svoj čas so bili porodniški dopusti dolgi 3 mesece in imam take ženske, ki hodijo k meni, moja mamica, imela samo 3 mesece dopusta porodniškega. Ženska je ranjena, ali pa včasih so bile nočne izmene, tudi za mlade mamice. Otrok se je po noč zbudil, išče dobro dojko, pa pride tisti srhljivi kosmati jeti in mu da tisto flaško, ker mamica je imela v tistem našem realsocializmu nočno izmeno. In pridem jaz, moški stari, tam blizu 40 let, totalno dezorientiran. Spomnim se, ravno Branko Gradišnik je meni enega poslal in rekel, tega ne moram razvozlati. Pride k meni, mislim, in jaz vidim, da je njegova mama, brskam, domača naloga je pa bila, kako je bila mama prisotna v oralni fazi. Nočne izmene je imela. Tip je popolnoma sesut psihično. Zaradi tega, po mojem videnju, to se pa ne da dokazati,
ker se tam nek oče z njim ukvarja, mama je imela pa nočno izmeno. Tako da oče zakrpa sicer primanjkljaj mame, ampak ne fatalno. Tudi stara mama, babica, lahko malo mamico nadomesti, ampak ne, mamica je inventar. Ni nič takega, kot je otrok in mamica, je rekel Donald Winnicott. Vedno je tandem, vedno je mamica in otrok, skupaj v paketu. Če se dobro spomnim tvojih teoretskih poudarkov, so vendarle malce drugačni od Freudovih. Kako je torej z oralno fazo psihoseksualnega razvoja? Ravno prej sem nastavil, kako je bil Freud osredotočen na draženje erogene cone, prva je oralna. Sem rekel, pa kje je zdaj on dobil zdaj draženje? In govoril je še o predstavah in afektu. Predstave je neko mislenje, afekt je pa energija, ki napaja te predstave. Sem rekel, pa to je treba zdaj spremeniti, in če se konceptualno spremeni teoretska podstat, potem je jasno, da govorimo o miselnem odtisu. In to je moja dikcija. In po psihologi, tam 10 let nazaj, so se obklametali, pa kje si ti dobil, razvojni psihologi, kje si dobil miselni odtis, kdo je tem govoril, kje to imaš? Je zato, ker vem, da otrok, ko se nauči jezika, tudi ko še ne spregovori, že misli. Pač mi ne vemo točno, kako dojenček misli, ampak vemo, da misli. Potem pa, ko dobi orodje za mislenje, to je pa jezik, se pravi govorjenje, ko strukturira misel, njegova misel misli mamico, njegova misel tudi misli dojenje, misli dobro dojko, misli slabo dojko. Ko otrok ugrizne v ti ses, ko mi zobki grejo ven, on postane sadist. Sadist, v kar se prelevi, v sadista se prelevi v analni fazi, ko kaznuje mamico, če je ni, ko ima on kilo dreka za njo, ona pa kariero dela in potem zadržuje tisti drek v sebi in se ne pokaka na ukaz, ker mamice ni, ker ji zamiri, in tem se razvije ta sadizem. Ampak sadistična je že oralna faza, ko malček, ko doji, on sadistično se izživlja nad dojko, iz katere ne teče mleko. To je Melanie Klein je upeljala to dobro dojko, pa slabo dojko, ampak je pa skrenila, ker je, to bom povedal, skrenila in face to tem obrcla, ker je moško homoseksualnost povezovala slabo dojko, češ, ko iz dobre dojke neha teči mleko, da potem dobi fiksno idejo, da bo pa ker nič ne teče, bodoči gej sesal očetov penis, iz katerega pa kao nekaj priteče. Pa sem rekel, ta baba butasta, sorry izrazu, genialna je, genialna, dobro je razmislila, res zavist in hvaležnost, super knjiga, ampak njen zdrs je bil, da je lastno željo po organu, ki njej na telesu manjka, rekel, banalno rečeno, iz svoje želje po fafanju je to gejem pripisala, češ da gej rata v otroštvu, ker misli očetov penis, ki se ga da sesati. V temo si brcla Melanie Klein. Zato, ker otrok, pa sem pa to pa razlagal, sej seveda je v temo brcla, sem razložil, da otrok nima razvitih miselnih sistemov, da bi motril anatomijo genitali, in kako otrok dojenček se doji, pa dobra dojka ne da mleka, kako on ve, da ima oče penis, iz katerega je mogoče sesati, kaj že, mleko ali urin. Mogoče bi vedel, da ima sam deček lulčka, ampak njegovi miselni sistemi niso razviti, on celo ve takrat, oziroma misli, da ima mamica penis, mamica, da ima penis, on se mora naučiti, da mamica nima penisa. In to sledi v
falični fazi, v času Oedipa, kastracije, se mora naučiti otrok, deček, da mamica nima penisa. Skratka, to mislenje, puščanje miselnega odtisa je ključno za razumevanje človekove duševnosti in treba je še vedeti, da misli, ki jih otrok misli, zalije z eno energijo. O energeti je moj izraz. Branko Gradišnik je rekel, jaz sem pa to prevajal Nancy McWilliams, super knjiga. Ona govori o kateksa, je angleški izraz, to je pa starogrški izraz za okupiranje nekega ozemlja, kateksis, zgrešen izraz. Bezecum, ki je nemški izraz, za bezecane misli so. Bezecum, ki je investicija psihične energije, investicija je pa že francoski izraz in tudi v Sloveniji se uporablja investicija libida v predstave, torej v misli. Čustvo nastane, ko se nek zagatni čustveni kontekst misli in se v njega ulije. O energeti se bencin, energija, libido. Vsaka misel ima več ali pa manj energije, o energetenosti v svojem konceptu. In vse tiste misli, ki so o energetene z ogromno libida, zasedba je pa osnovni izraz, Leon Milčinski je prvič uporabljal bezecum, ki je prevedel v zasedba. Jaz sem pa rekel, tako kot se prostor otopli ali pa osmradi, tako se misel o energeti. In ko o energetena misel, ki misli mamico, ki misli sprejemanje mleka vase, ko se to zgodi, moramo mi šele začeti razumevati to erogenociono oralna faza. Mislenje, ki se dogaja v tej prvi fazi, je ključno. In potem moramo mislenje darovanja drekca v kahlico razumeti. In to darovanje drekca, izživljanje nad drekcem, kakanje drekca, darovanje je misleno in ogromno libida se ulije v to mislenje. Potem pa pride Oedipov kompleks, pa otrok misli interakcije med očetom kot penisnim bitjem in mamico kot brezpenisnim bitjem, deček na svoj način, deklica na svoj način. In to, kar se v tem libidinalnem oedipalnem trikotniku dogaja, v povezavi z anatomijo genitalij, otroku spontano vzpostavi miselni odtis, ki je zalit z ogromno energije, libida. In vse te misli, v vseh teh treh fazah imajo svoje simbolno nasledstvo v odraslosti. In optimizem. In mi črpamo v odraslosti, nasmejanost, optimizem, zato ker je prišla dobra dojka in mamica, vedno znova. In mora en in isti doječi objekt priti. Mamica mora biti, ne babica, ne jeti s flaško. In ta optimizem se v oralni fazi dogaja. Iskanje mamice, ko bacavček gre iz svoje stajce, in prav je, da gre iz svoje stajce, raziskovati. On postane obseden s pridobivanjem ozemlja, imovino, kar se sicer navezuje na analno fazo, ampak otrok mora v tej oralni fazi nekaj misliti. In mi moramo vso odraslost znati prepoznati kot nasledek mislenja v teh ključnih treh fazah psihoseksualnega razvoja. Freud ni šel v te detajle. Mnogi njegovi nasledniki so šli, ampak so bili fiksirani na osnovne njegove koncepte, tudi na libidinalno ekonomijo. Moja ideja pa je nekoč v bodočnosti, tamle recimo na tisto steno v moji pisarni, sem si je želel narisati drevo, ki bi simuliralo misli, oralne misli dojenčka, analne misli, pa falične misli, kastracijske misli. In potem sem stuhtal, kako bi poskušali simulirati ta miselni odtis tudi v povezavi s travmami. In sem že imel simulacijo, ki sem rekel, gospa, lejte, vam se je miselni odtis popolnoma izmaličil. Kastracijska faza je ključna za razvoj spolne želje, vam se je pa v tem obdobju zgodila pa spolna zloraba in je miselni odtis, ki ste si ga ustvarili v povezavi s spolno zlorabo,
kontaminiral fundament, na katerem gradite spolno željo in spolno identiteto. Zato je z vašo seksualnostjo v odraslosti vse narobe, ker so se misli zavozlale v vašem otroštvu. In zdaj te misli je treba odvozlati in jim dati interpretacijo, in potem se bo vaša seksualnost, pa odnos do moških, recimo, če gre za žensko, spremenil. To je, bi rekel, moja ambicija, pa še računalničari bi mi lahko asistirali, če bi poskušali simulirati otrokov miselni odtis v teh ključnih 3 fazah psihoseksualnega razvoja. Miselni odtis in investicijo psihične energije v misli, kar botruje čustvom. In tega Freud ni dokončal na tak način. Meni se pa zdi, da je perspektiva psihoanalize kot koncepta razumevanja duševnosti individualne in tudi potem sociologije, norosti, bom rekel, v teh časih, da mi razumemo človeka in družbo. Ja, hvala. Teorija dolžniškega odnosa, ki se nanaša na analno fazo psihoseksualnega razvoja, je precej konsistentna. Pri nas je bistveno o tem, na to temo, kot si že povedal, zapisal Mladen Dolar v knjigi o skoposti. Lahko morda še kaj dodaš v povezavi z analno fazo psihoseksualnega oziroma libidinalnega razvoja? Ja, toliko je tega, recimo, pred 20 leti, ko sem jaz to knjigo o skoposti bral, to je ena najboljših knjig, bi rekel, na tem področju napisanih, kar sem jih jaz prebral, Mladen Dolar. Takrat je bilo toliko tega in fenomen psihe je, da je normalen, pameten človek z enim povprečnim spominom ali pa izrazito dobrim spominom. On ne more absorbirati vsega psihoanalitičnega znanja ali pa vseh konceptov, ki jih je treba vedeti, da se razume učinek analne faze na razvoj duševnosti. Zdaj bom rekel, kultura bi izgledala čisto drugače, če mi ne bi imeli analne faze psihoseksualnega razvoja. Tam se rojeva dolžniški odnos. Mi vemo, da se danes, ali pa antropologi, ki so šli proučevati različne kulture, obstaja fenomen pri teh nekih plemenih se reče potlač. Potlač je ritual, kjer je neko pleme ne v borbi, v vojni premagalo drugo pleme, ampak jim je darovalo toliko vsega, kot darilo, ki ga človek da, je nasledek dreka, ki ga je mali srajec dal mamici. In v potlaču neko pleme daruje drugemu plemenu toliko, da to drugo pleme ne more vrniti tistega, kar so dobili v dar. Ogromno darili so dobili sovražna plemena. Sovražno pleme drugemu da darila in oni pa ne morejo vrniti in se osramočeno umaknejo. Mi vemo, če prideš tih nekomu, moraš prinesti darilo, ta sociologija obdarovanja ima svoje zakonitosti. Marcel Mauss je potem, bi rekel, se s tem ukvarjal, ampak ni čist, pa Freuda tukaj inkorporiral v svoje teorije dolžniškega odnosa, antropolog Marcel Mauss, o daru, ali kako je že tale knjiga, njegova super tudi knjiga za prebrati in povezati s knjigo o skoposti oziroma razumevanjem te analne faze psihoseksualnega razvoja. Mi imamo vso neko trmo. Ljudje premoremo trmo. Trma je domena analne faze psihoseksualnega razvoja. Ne morem zdaj razlagati, na kak način otrok misli izločanje dreka, da postane trmast. Ampak veste, dojenček, oziroma bom rekel, mali sralec, tam 2-letnik, 2,5, 3 leta, on se tam pokaka in ne more se pokakati, pol klobase bom zdaj dal, pol jom dal pa čez pol ure ali pa jutri bom prišparal. On se izserje do konca. To je težnja po dokončanju začetih projektov. Ko imaš ti občutek, da moraš dokončati, je povezana z dokončanjem izločevanja tistega drekca v kahlico. Eni Romi niso
vpeti v dolžniški odnos, tako kot bi morali biti. Tam tisti drek jim pade tam po tistem hofu, kakorkoli pade izriti, noben se mu ne zahvali, ni pozoren na to. Analna faza je ključna za dolžniški odnos, ki je ključen za razvoj kulture. Jaz poznam en primer lokalni, kjer pa bom zakodiral, ker se točno ve, za koga gre, da je bil kot otrok prikrajšan za kakanje. Bom rekel, da se boste razumeli, kaka se lahko tudi v stomu. In ta mali sralec ni kakal v kahlico, ampak se mu je samodejno izločal drekec v stomu. Danes ta odrasel človek pri 40 letih ne more upravljati z denarjem. Ne zna. Skozi ima neke kreditne kartice, bankrotiruje, on bi sam zapravljal, nič ni bil skopuški, vsako varčnost, skopuškost, patološko kupovanje na razprodajah. Vse je vezano na analno fazo psihoseksualnega razvoja, na kakanje. Se pravi, skopuško. Sadizem, sem rekel, dobra dojka, iz katere ne teče, je ključna za fundament sadizma, ki se po otroku pa razvije, ko misli mamico, ki je ni, ko bi on kakal, ker je že kakal v kahlico, mami je bila vsa vesela. Potem je pa ni, ker dela kariero. Mislim, to so toliko teh enih detajlov. Jaz bi jih v grobem red kontekst predstavil, ker je nemogoče, da detaljno razložim to analno fazo, ki je tako ključna za razvoj kulture. Vse je pomembno, ampak ne morem vsega izkristalizirati, da bi en laik, ki ima malega otroka, pa še te slišim, v Jani tam enkrat pisal, jaz pa mojega malega že dajem na kahlico pri 9 mesecih. Joj, ne se heca, 9-mesečnik ni zrel, da misli darovanje dreka mamici. Ona, pa še tako, ne ga posajati na mrzlo kahlico. Kahlica mora biti ogreta, da mu je prijetno sedeti, ampak ne pri 9 mesecih. Obdobje darovanja v kahlico, ko otrok tudi misli svoj drek kot prvo darilo, se mora zgoditi tam okrog 2. leta. Ampak ne pa da otrok serje v plenico pri 4. letu in da se kar poserje pri 4 letih še kar serje v plenice, v pamperse. Ne pa mamica reka, vse imamo pleničko. Ne, otrok mora kultivirati sralne navade. Toaletni trening se temu reče. Navajanje na čistost. Vse to se mora po določenem protokolu in ta protokol mora intuitivno mamica čutiti. Oče, njen mož, jo mora pa podpirati. Ne pa reči, pusto kahlo, naj se tam malo serje, vse plenice kupu. Ne, otrok mora se kultivirati. On mora biti deležen nasmeška, ko je mamica radostna, ko se pokaka pa polula v kahlico. In tudi njega dati iz tiste njegove kahlice, na vrat, na nos, na vece, školjko, kamor še not lahko pade. Pa vsa mrzla je. Tam na kahlici je bilo pa to ključno. Tudi prehod iz kahlice na vece školjko je občutljivo obdobje, ki mora biti nežno speljano, nagrajevano. Oče mora že otroku, gre pa 4 letih recimo na vece kakati, ga mora oče takrat pohvaliti. Mamici pa vsa vesela, to malo je odrasel, zdaj pa hod kakati, pa brisanje ritke. Tudi ni tako enostavno, daj mi ti ritko bris pri 5 letih. Ne, sam si, zdaj si pa dovolj velik, zdaj si pa lahko samo brišeš. Ali pa recimo pri 4 letih, to je Freud govoril, otroci zdaj kakajo, deklica ima pri 4-5 letih, tudi pozneje, mogoče malo prej že, pri 3, ko je že analna faza zaključena, ima idejo, da rojeva, ko kaka, ker ve, da ženske rojevajo otroka. Za obstoj na vagine ne ve, ona izkaka drekeca, idejo pa ima, da bo nekoč otroka tudi izkakala, torej rodila, še ne ve za obstoj vagine, ve za nosečnost in pol, ko kaka, ima to za nezavedno, da simbol rojevanja otroka. Fantek,
ko se pri 4 letih, 5 pokaka, Freud je svoj čas govoril, so otroci, dečki med sabo tekmovali, kdo daljšo klobaso na serije. Ne? Kdo se bolj userje, da je klobasa daljša. Ker tam je pa že kastracijska faza, odipokompleks, anatomija genitalij, tam je pa že problem lulčka, erekcije, in fanti so tekmovali, kdo daljšo klobaso nakaka. Deklice to nikoli ne naredijo, razen če bi bil tam nek zametek zavidanja penisa tako eklatanten, da bi tam klobaso izkakala, na simbolno nezavedni ravni ne bi to povezovala z rojstvom otroka, ampak da se je njej pa klitoris povečal ali pa da je lulček zrastel. Se pravi, kakanje glede na spol ima drugo funkcijo in to ne toliko v analni fazi, ampak potem v falični fazi, ko še vedno otrok misli izločanje dreka. Misljenje izločanje dreka je ključno za analno fazo, ampak je pomembno pa tudi že v falični fazi, torej potem v falični fazi. Res, da poznamo skopuški karakter, sadistični, trmasti karakter, redoljubni karakter. In tudi bolezni določene nastanejo v teh fazah, recimo obsesivno-kompulzivna motnja, obsesivna nevroza, kot je rekel Freud, nastane v analni fazi. Tiste redoljubnost, pa umivanje rok, pa kompulzivna dejanja, kompulzivne, obsesivne misli. Tisti, ki so se s tem ukvarjali, so OKM, obsesivno-kompulzivno motnjo, etiološko umestili v analno fazo. Ampak ni pa zdaj tako, da bi oralna faza bila zaključena, pri drugem letu, analna faza bi se začela, pri drugem pa do 3. leta, leto pa pol do 3. leta je analna faza, potem je pa falična faza. Te faze so tako zelo prepletene, da bi delali mi napako, da bi rekli, analna faza je zaključena. Ne, kakanje izločanje se dogaja tudi v falični fazi. Tudi pri 6 letih je pomembno, kako otrok kultivira svoje izločanje. Pa da se, to je pa Melanie Klein rekla, otrok mora videti, da njegov lulček lahko lula v zraku, da se lahko v sneg podpiše. Moja 2 otroka sta se podpisovala, Tim, Nik, to je bil pa sosed, je bil pa Aleksandar. Kje se boš ti, Aleksandar, podpisal? Ampak sposobnost urinirati v loku. In ta hendikep, da deklica to ne more. Bom tudi jaz, pa se pa polula, pa bizritko. Tudi način, kako se lula, je pomemben. Pa Freud ni toliko o tem govoril, ampak danes se ve, da otroci vsako misel intenzivno mislijo in intenzivne misli ima nasledek v odraslosti. Okay. Ja, torej je privajanje na kahlico res tako ključno, se odnos do denarja dejansko oblikuje v tej fazi psihoseksualnega razvoja. In pa si že nekaj namigoval na to, kaj bi se zgodilo, če otroci ne bi kakali, pač pa odvajali blato v vrečko, v tako imenovano stoko. Če sem prav razumela, se v odraslosti potem v odraslosti ta oseba nima nekega nadzora nad denarjem oziroma glavo zapravlja. In pa imam še eno vprašanje, ali so te pleničke Pampers, ki so zamenjale klasične plenice, kako vplivale na človeško kulturo? Zdaj ti toliko se že naučila od teh spretnih vodenj teh najnih podcastov, mi zastavljaš vprašanja, to si izjemno dobro vprašala in nekoč sem jaz predaval, ne vem, kaj pa vem, menedžerje, so obsedeni z denarjem, pa so pa dobili vtis, da so skopuhi v resnici, sam grebli, ne bi zapravljali. Tam je lokalci dobil milijonsko nagrado za svoje bančništvo, bankiri so analci. Ekonomisti, analci, skopuhi. In ta tip, ker ga pa poznamo, on ni nikoli častil. Milijonsko nagrado, bankir, direktor, se ve, kdo je. Ko je bilo treba častiti, on ni častil. Imel je največ denarja. Tam, ko se je tam nekdo spogledoval z njegovo ženo, ga sploh ni zanimal, njega sam denar zanimal. Ali pa pride ena ženska k meni, v času recesije je 200 milijonov je imel našparanih en tujec,
Potem je po času recesije 2 milijona zgubil. Ti pa je namislil, da samo mora narediti. Ne? Sem rekel tej kolegici, daj ti meni povej. Star je bil tam 50 let. Sem rekel, daj, kako je pa sex life bil? Je rekla, ga ni bilo. Je bil impotentni. Cel užitek mu je bil sam denar, denar, denar. Če mu je kjer babo nažgal, ga sploh ni zanimal. Denar. Ta nekdo, so tam ostali, pa so pustili na mizi. Po deci piva še tam. On je še od drugih vse popil, ker je bilo plačanje in do konca vse, da ne bo kakšna škoda. Izkoristil je vse. Ne? Skratka, te zametke se imam vsak. Ne? Tudi jaz raj kupujem na razprodajah, ker je ceneje. Ampak to sem malce racionalni. Sem se pa pozanimal tudi, kako sem pa jaz privajal se na kahlico. Ne? Smo šli na morje in te moji butasti starši, res da nismo imeli avtomobila še takrat, smo šli z avtobusom in tiste moje kahlice niso nosili na morje. In jaz nisem en teden sral tam. In potem me toliko vse bolel, so me pustili in dali papir po celem tistem apartmaju in se pokakal na 10 mestih na te, ne, niso kahlice imeli. In če kdo zdaj tuhta, da se ti malo natesnem z denarjem, pa greš ti za, ne vem, 3 dni v Istro. 3 dni ne boš sral definitivno, ker nezavedno tuhtaš, še ti s krmami boš požel, ne. Se pravi, rata zaprt, še serješ ne tam v hotelu in se vserješ doma. Nekateri sploh ne morajo v tujih straniščih kakati. In potem te menedžeri, ne, da se vrnem, rečejo, kaj bi bilo, če mi ne bi imeli teh sralnih navad, tako kultiviranih. Ja, to je bilo, ne, pa še to so rekli, kaj pa plenica tukaj pomeni? Ja, zaznamuje psiho na svoj način. Svoj čas so bile tiste mokre plenice. Se otrok polulal, pokakal, to mu je bilo neugodno. On je imel motiv, da se mu tista plenica ne dogaja med nogami. On je želel, da ne bi bil posran. Ne? In je bil motiviran, da dela neke rituale kakanja, mimo tega, da se pokaka v plenico tisto bombažno ali kakršnakoli iz tkanine. Pampersi so pa zdaj lenuhe naredili. Zdaj pa prepozno otroci kultivirajo svoje sralne navade, ker je elegantno, se polula, pa sploh ne ve. Treba tudi vedeti, da je luštno biti polula. Kot tisti curek tople urina v scavnici, tam po tacah se razlije, to je toliko tople rata in so otroci to malo blažen, ampak pol ti pa more se pa to ohladiti, pa te zeb začne. Ne, moraš biti motiviran, da greš lulat v kahlico, ali pa ko te lulat, da greš lulat, kakat pa kakat. Ne. Te stvari morajo v otroku se zgoditi. Pampers je pa ena nespodobna birgla, ki oleni tudi starše, ne, imajo denar, kupujejo pampers in pol gledaš menta, pri 4 letih tip gre spat otrok s pampersi, ne, gre v vrtec, ima še kar pamperse, pa se pa še norca delajo z njega. Samo zato, ker starši mislijo, vse imamo pamperse. Ne, mora se ritual privajanja na čistočo se mora zgoditi. Upravljanje z drekom se mora zgoditi, zato da otrok zna kot odrasel človek upravljati z denarjem. Prej sem to teorijo skopuštva razlagal in tega nekega lokalca, ne, ki ni imel kultiviranja sralnih navad, ni nikoli bil deležen darovanja drekca v kahlico. To je tak pacient ratu, ne, da glava peče. In jaz sem celo to zgodbo njegovo posredoval dolarju, sem rekel, lete, tole vam še manjka, jaz sem pa zdaj enega pacienta, to, da boste vi videli, kako super, rekel, se to odkaj v vaše teorije. Ne. Čeprav bom rekel, teorija potrošništva, ste pa na knjižnem sejnu 2012 pa z Žižkom razvila, mi pa ni bila všeč, ne. Pa dolar zelo vlada to skopuštvo, ampak sodobni potrošnik, ne, ki zapravlja, to pa ni vezano na analno fazo, ker on pa nič ne zapravlja, on je skopuh, ne, on varčno se obnaša do tega denarja in ga nosi sabo v grob, ne, bi rekel, nima afinitete do zapravljanja.
afiniteto do zapravljena ima tista ranjena duša, ki sama sebi ni všeč in potem mora Lacoste pisati, pa nov Adidas, pa Nike. Vedno znova se baha, to so sodobni potrošniki, ki so pisani kapitalizmu na kožo. Skratka, kultura človeška bi bila popolnoma drugačna, če ne bi imeli te analne faze, tega rituala privajanja na kahlico. Tudi te pampersi so zaznamovali kulturo, ampak ne fatalno. Če bi imeli pa stomo, da bi se samodejno izločalo, torej drek, da se izloča v stomo, ne pa in to brez kontrole, potem pa ne da bi kultura bila čisto drugačna, človeštvo bi crknilo, nič ne bi laupalo, nobenega dolžniškega odnosa, nič ne bi bilo, nobene redoljubnosti, nobene vztrajnosti, nič ne bi bilo. Ok, tudi sadizma ne bi bilo na tak način. Tam neki zombiji se potikajo, ki sploh ne bi imeli občutka, kaj naj počnejo. Analna faza se mora zgoditi in je ključna za razvoj kulture, kar je vedel že Freud. Ja, kolikor vem, pa kar te spremljam, vse skozi omenjaš tega Oidipa, pa kastracijo. Torej, tretja falična faza vsebuje tega znamenitega Oidipa, Oidipov in oziroma kastracijski kompleks. Kaj pa se tukaj dogaja? Ja, to je pa to kompleksna tema. Zaradi tega Oidipa in tega imam pa zelo v mezincu, mislim, to bova mogla enkrat pa narediti podcast sam na to temo oidipalne faze. Oidipov kompleks je ključen zato, da ljudje čutimo moralno razsodnost. V oidipalni fazi mora biti tale, kot sem prej rekel, lastnik mame od otroka, oče, mora sinčku dati idejo, da je moja žena, bolj moja žena kot tvoja mamica. In mora doživeti poraz. Misliti mora anatomijo genitalij. Deklica mora pustiti mamico in se bom poročila s tistim očetom, ki mora biti dober, ki mora znati princesko ustoličiti hčerko kot princesko. Ti si lepa, točno taka, ki si, tako te imam rad. In taka ženska bo potem znala zbrati moškega in znala bo sebe ceniti. Imela bo samozavest. Imela bo to narcistično samozavest v smislu lepa sem, in si bo upala tudi marsikaj narediti faličnega, če bo sebe dojemala kot lepo, kot ljubezni vredno, spoštovano, ampak se pa more zgoditi pa nekaj, Ona mora reči, predelati more, soočenje z anatomijo genitalij in reči, če nimam tega lulčka, ki ga imajo vsi, sem pa toliko lepša. In uveljavi celo preostalo telo in reče, oče, poglej me, ti, ki si nosilec lulčka, če tudi nimam lulčka, sem pa toliko lepša. In more reči, ja, lepa si jo stisniti in jo nikoli ne sme kaznovati na tak način, kot jo pa mama lahko kaznuje. Torej neke odločne stvari, hčerki lahko oče reče, tisti gospodar, nosilec moči, oblasti, večjosti, nosilec penisa, ne smejo pa udariti, ker če bo pa udaril, transparentno, se pravi njeno telo naredil grdo, potem bo pa punca pristala v sadomazo praksah v takšnih, kjer se bo pogodba podpisovala, bo dobila sadista, ki bo garbu, pa bo pa, dost vam ne morem več, in bo nehal, zato ker je kaznovalni oče, ki je imel rad, ona pa njega jo je pretepal, ne sme tega oče narediti. Oče mora hčerki očetovati na poseben način v falični fazi, v času Oidipovega kompleksa. Dečku mora pa oče postaviti meje. Oče kot bitje s penisom mora kastracijsko preteti prepotentnemu malemu Oidipu. Postaviti meje in mu dopovedati, tako ali drugače, mamica je moja, jaz z mamico spim, ti spa tamle v svoji posteli, pa imaš medvedka ali pa punčko, karkoli. Jaz sem s punčko spal, namreč. Za začetek je tole, po moje, dosti, ker so že dolga. Mogoče, vem, da so zelo dolga, ampak omenjal si zdaj to fizično kaznovanje otrok in da tega oče hčerki ne sme narediti. Zanima pa me, kako pa je s nekim psihičnim nasiljem ali pa alkoholizmom, kako ti destruktivni družinski vzorci potem vplivajo na otroka? To popolnoma zabrazgotinja alkoholizem, čeprav alkoholizem. Meni deklica, torej ženska rekla, oče je bil pa pijanec.
Sem rekel, kaj pa to pomeni? Ja, ne vem, mami mi je to povedala. Jaz tisto, kakor vem, je bil samo bolj razpoložen, dobre volje. Pazite, zato, ker je bil oče pijan, ne, je bil pa do hčerke pa manj zadržan, ne, ker očka tam neko deklico ne bo kar stisku, ker ima neke moralne zadržke, ker je nasprotnega spola, se boji nekih, kaj vem, seksualnih nagnjenj in je zadržan, kar škodi deklici, ampak ko se ga pa spije, ne, pa ta malo prime, pa jo stisne, ti si moja princeska. To naredi v pijanem stanju, žen se pa meša. Ampak z njim, recimo, če ni agresiven, ni nič narobe, če je malo pijan, bi rekel, ne, če je sam vesel. Žena, ki ima pa pijanega očeta, ki pa demoliral družino, ne pa rečeš alkohol, pa je konc sveta. Ti pa 2 pira spije, pa pride malo bolj nasmejan. Spet si pil. Ja, 2 pira, to nisem pil pivo, mi smo po košarki se navodnjavamo. Ne? In zdaj tiste ženske, ki niso imele problema alkoholizma v lastni družini, neko zmerno pitje tolerira pri svojem možu. Ne? Problem je pa agresivnost. Ne? Če starši niso dovolj dobri, če imajo zdrse, ne? Če agresivni moški so problematični, ali pa pijana mama, mislim, ta pa tudi, da bi rekel, mama svojo depresijo poskuša sanirati ali pa tesnobo za naravnim antidepresivom, ki je pa alkohol, ne, banalno rečeno, in pol je skozi pijana zasvojena in pol je mora pa oče delati neke stvari, ki so domena mame. Tukaj se ne sme mešati. Mama je nekaj v otrokovi psihični realnosti, pa gor spravljanju, da ne rečem vzgajanju, oče pa nekaj drugega. In če sta psihično razštelana, ranjena, ta 2 starša, in se ne znata korigirati, potem take ranjene duše pridejo ven, da se morajo te ljudje na stara leta, po 20. letu terapirati. Mnogi najstniki imajo že te probleme. Anoreksičnost, ne, je pogosto tudi ne samo na spolno zlorabo, ampak na disfunkcionalno družino vezana. Jaz sem že mnogokrat imel žensko, ki je bila motnje hranjenja, ki je imela disfunkcionalno družino, foter pretegnjen. In nikoli ni rekel, da jo ima rad. Nikoli ni rekel, ti si lepa. In potem je vse nizko samo podobo, bruha, reže se vse živo, pa ni bila spolna zlorabljena. Načeloma se rezanje, avtodestruktivno obnašanje do sebe je vezano na spolno zlorabo, na ločitev ali pa na disfunkcionalno družino. Skratka, da ne bova predolga, če imaš kakšno vprašanje. Ja, bi mogoče na kratko še o tem odnosu očeta do hčerke, ki fatalno zaznamuje njen okus do moških odraslosti. Mnoge ženske imajo probleme s tem, ker si ne znajo kot odrasli izbrati pravega partnerja. Mogoče sta starša tudi besna, ker vedno pač se zavozlajo z enim in istim tipom napačnega človeka. Kje pa sta ga v resnici kiksnila starša in se da karkoli zdaj storiti, da bi se ta začarani krog prekinil? Zdaj takole, očetje so tako sporni v smislu, ko hčerka, v teh dneh sem imel eno, bi rekel, žensko, je rekla, moj oče je bil tako v redu, boljš kot mama, ampak potem sem se pa jaz pri 15 letih zaljubila in sem to doma povedala, se je pa foto odtrgal, ne. Je pa kar zaprl v kletko, kot ptiča, v zlato kletko, ne. Da ne bo, kjer prehite moja punco naskočil, ne. Očetje so ljubosumni, ne. Sam morajo se pa zavedati, ne, to je pa poduk. Če ta mala pripelje enega pretegnenega tipa domov, se naj fotor zamisli, ne, pa še, ja, kaj ga spa pripeljala, poglej, kak je. Neotesanec, ne. Oči, čisti te podobno. Jaz ga imam tukaj rada. Fotor pet se v špegu pogledati, pa se vpraša, kaj sem jaz narobe naredil. Ali pa, bi rekel, pripelje 30 let starejšega, pa reče, jaz se bom pa z njim poročila. Pa fotor gleda, pa se pa vpraša, ne, moral bi se vprašati, ja, kje sem pa jaz bil takrat, ko bi jaz mogel fundament sformatirati v psihi, ni me bilo, ja, moj fotor je bil oče namesto nje. Fotor, ki je toliko starejši in pa ima deklica, torej kot ženska, afiniteto do starejših moških, ker očeta ni bilo, kot princesko je pa tako žensko postoličil dedek, ne,
ki je pa tudi zamudil svoje očetovanje, pa dela popravni izpit, pa se toliko bolj ukvarja z vnuki. In detki zaznamujejo deklice, svoje vnukinje. Ok, tudi stare mame mogoče zaznamujejo svoje vnučke, mama kariero in pol kar naenkrat tip garajca 10-20 let starejše ženske mogoče za seks. Ne. Se pravi, vse, kar starši naredimo, ne, ima svoj odsev refleks v odraslosti in starši ne moremo drame zganjati, če se našim otrokom nekaj narobe zapelje v življenju, v partnerski zvezi. Ne. Če se starši mi ločimo, se bo zihar tudi naš otrok ločil. Ne. In tako, če se jaz pritožujem nad mojimi otroci, ne, jaz rečem, ne, autorefleksivno, ne, ker jaz pa imam to znanje, ne, ja, jaz sem kriv, ne. Jaz ne obtožujem mojih otrok, da imajo ne take pa take zdrse. Ok, jih obtožujem, ampak jaz sem veliko vedel in sem imel vse pod kontrolo. Če pa kaj nisem imel, ne, pa jaz rečem, jaz sem bil kriv. Ne. Tudi svoj čas, ko sem bil trener, če so moje punce, ne vem, skiksale tekmo, ja, jaz sem bil tist, ki se jih nisem dobro pripravil. Ne vem, ko Ilka ni bila med 3, ne, nisem dovolj dober, da bi to ščaral. Ne, sej ni noben drug, ni tako dober, ampak jaz sem vedno na sebe, ker imam toliko znanja na sebe, projiciral, ne, le, zakaj pa si, ne, jaz sem kriv, da tebi nisem glavo zrihtal, ali pa moj otroc zavožijo v življenju, jaz sem kriv, ker nisem svoj čas naredil nekaj. Ampak nisem bil pa samo jaz, ne. Moj otroc ima tudi mojo mamico, ne. Vsega nisem mogel imeti jaz pod kontrolo. Ampak poudarek bi dal starši. Svoj del krivde morate vi sprejeti nase. Če se vam zalomi vašim otrokom, ste vi krivi. Serijski morilci, ne. Skupaj s svojimi starši bi mogli to res, če jih imajo, če jih sploh poznajo. Dosti je. Ok, še zadnje vprašanje, Deva. Se bova v nekem drugem podcastu bolj posvetila tudi nekim praktičnim primerom, ampak bi te pa že zdaj vprašala, dokdaj je še zdravo, da otrok spi z mamico oziroma starši. Ravno včeraj sem v pripravi na ta pogovor na eni spletni strani za starše prebrala članek o tem, kako otroci stari 10, 8 in 5 let, 2 dečka in 1 deklica, še vedno spijo z mamico v isti posteli, oče tudi spi z njimi, ampak ker jih je pač toliko, se stiska na robu postelje. Mamici se zdi to skupno spanje ok, kot pravi, ni poslušala tistih, ki pravijo, da bo otroke tako razvadila, in dodaja, da je ugotovila, da se med spanjem bolje povežejo med sabo in ji prija bližina otrok. Pod tem člankom je potem na Facebooku ogromno mamic komentiralo in odobravalo tovrstno prakso. Napisale so, da tudi one kar dovolijo svojim otrokom, da spijo z njimi. Kakšen pa je tvoj pogled na tole? Ma ne gre za moj osebni pogled, ne. Gre za to, da imajo te razvojne zakonitosti, dejansko teoretsko ozadje, ve se, kaj pomeni, če otrok, bom zdaj pa tako rekel, deček, če predolgo spi s svojo mamico, pa da še v isti zgodbi oče spi drugje, v kabinetu, ne vem, v dnevni. Mislim, zdaj, če bi vsi tisti, ki so kot otroci zelo dolgo, predolgo spali s svojimi mamicami, če bi si v odraslosti razvezali jezik, če bi priznali, kaj se jim na področju erekcije dogaja, ne, v smislu erektivnih disfunkcij, da ne rečem impotentnosti, bi se izkazalo, da vse te anomalije pri potentnosti nastanejo večinoma, ne bom rekel, da je izključno. V obdobju, ko so spali z mamico in niso bili poraženi strani očeta, mali Ojdip, bi se reklo psihoanalitično, mora biti poražen strani očeta, mami noči morata skupaj spati. Ne sme sin spati z mamico, ker mamici to kluž, njemu pa tudi, fotor se pa tudi elegantno umakne, pa še smrči in smrdi, pa tam gleda televizijo. To je škodljivo za otroka. Torej, ne zdaj čist izključno, ne mi, mislim, ko mene kliče ena, moj tamal pa pride občasno k meni spat, med nama se uleže, ja, kuk pa je star, ja, 1 leto pa pol. Ja, kdaj pa pride, tam pa tam včasih zjutraj, enkrat na teden, 2-krat na teden,
možu se pa zmeša. Zakaj pa? Ja, zato, ki je vas zbral, pa se boji, da bi njegov otrok bil peder. Ve približno logiko in ve za idejo, da more očka v boju za mamici zmagati. Ne sme mamica biti pa tam preveliko harmonijo. Ja, ampak to se v oidipalni fazi dogaja. Ne? Če pride, ne vem, mali kobacavček, ne bom rekel sredi noči, načeloma morajo otroci celo noč spati. Ampak proti jutru se pa zbudi, pa pride med mamico in očka spati, ali pa samo k mamici, kako soboto pa nedeljo, pa to ne zdaj dramo delati, ne? Ali pa če je bolan, ko ga je treba božati, ne? In mamica s svojim božanjem že zniža temperaturo ali pa ubije bolečino. Otroka poboža, pa se blaženo počuti, ker ga mamica boža. In ne ga zdaj takrat nasila dati v svojo posteljo. Načeloma pa velja, da je dobro, da otroci, ne, tudi če jih je več, ne, spijo v svoje postelji, vsak v svoje postelji. Ne rabijo vsak svojo sobo, ampak rabijo pa svojo posteljo. In tam se pa, recimo, eden od 3 otrok pa mogoče prikrade te najmlajših mamici. Ne. Vse mogoče, ampak načeloma ne delati razlike, da en otrok spi pri mamici, en pa ne. Ali pa je še taka taktika teh sorojencev. Ne. Mali fantek, bratec ima dostop do mamice, ker je najmlajši kadarkoli, da starejši pa po noč hodi k mamici spat, ker mu je ta mali bratec celo mamico ukradil. Ne. Tudi to ni čist dober. Ne. Se pravi, vsakodnevno spanje z otrok pa staršev skupaj ali pa otrok dečkov z mamicami je škodljivo, vsakodnevno, tam pa ni konc sveta. Če tega ni nič, toliko boljš. Mlajši otroci se lahko večkrat privoščijo to spanje, tam oidipalna faza, pa po oidipu, po 5. letu ni več spanja z mamico v skupni postelji, se pridejo pa crkljati, se malo pobožajo, tudi deklica lahko pa pride pa nek mamici spat ali pa hočku. Ne. Ko bom velika, sem poročila z očkom, ne. Mamica ti už pa stara, pa grda, pa umrla boš. Ne. To 3-letnica lahko razmišlja, pa v eni točki, ne, mami pa oči skupaj spita. Ne. Tudi mala elektra, oidipinja, ne. Lahko že gre z očjem, pa tam bi z očjem spala. Vse je fajn, da ima to afiniteto, ampak v eni točki morajo otroci vedeti, da sta oči pa mami po noči skupaj. To je fundament, na katerem se gradi neka normalna duševnost, mentalno zdravje. Toliko v enem posplošenem odgovoru. Ja, hvala. Prav o Oidipu oziroma Oidipovemu kompleksu bova namenila poseben podcast, kot si že omenil. Pobudo za to pa je dal en najin poslušalec, ki si je med drugim zaželel, da podava kakšen praktičen nasvet za starše. Kot sam opaža, je namreč veliko ločitev staršev z zelo majhnimi otroki in zanima ga, kako to vpliva na prihodnost družbe. Vse to bova obdelala torej po vsej verjetnosti že prihodnjič. Napišite tudi kakšno svoje vprašanje na to temo, če ga imate. Se pa sicer še malo odločava glede teme, če bi za naslednjič mogoče raje kaj drugega, ampak naj ostane skrivnost oziroma presenečenje še za enkrat. To je bilo to za danes. Polajkajte tale video, če vam je bil všeč, naročite se na kanal in se vidimo. Lep pozdrav.